Krvodajalstvo je pomemben del zdravstvenega sistema v Sloveniji. Tradicija darovanja krvi pri nas je dolga, saj so prvo steklenico krvi konzervirali pred 75 leti. Za potrebe slovenskega zdravstva in zadostno preskrbo s krvjo je potrebnih med 350 in 400 krvodajalcev dnevno. Kar potrjuje tudi podatek, da se za nekatere ponesrečence porabi tudi do 15 litrov krvi, za kar je potrebnih od 20 do 30 krvodajalcev. Tudi ob nepredvidenih zapletih pri porodu je potrebnih do 5 litrov krvi, kolikor jo prispeva 10 krvodajalcev, navajajo v Rdečem križu Slovenije. Bolnik vedno dobi krvno skupino, ki jo ima. Res je, da so krvodajalci s krvno skupino nič negativna, univerzalni krvodajalci, vendar je zaradi njihovega nizkega števila v populaciji z njihovo krvjo treba še skrbneje ravnati, je pojasnila Polonca Mali z oddelka za preskrbo s krvjo pri Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Kljub izjemnemu napredku medicine v zadnjih letih v zdravstvu še ni na voljo umetne krvi, ki bi reševala človeška življenja. Zato zdravstvo potrebuje ljudi, ki hodijo na prostovoljne krvodajalske akcije, potrebuje krvodajalce. Brez darovane krvi ni operacij. Pacienti potrebujejo kri za okrevanje po prometnih nesrečah, opeklinah, pri porodih. Iz krvi delajo posebna zdravila, ki jih dobijo rakavi bolniki in tako naprej. Torej smo krvodajalci nepogrešljiv del zdravstva. V trenutnih razmerah so primerni darovalci zdravi posamezniki med 18 in 65 let, ki v zadnjih 4 tednih niso potovali izven naše države, ne kažejo znakov za okužbo dihalnih poti in niso bili v kontaktu z okuženim bolnikom. Ustrezati pa morajo tudi standardnim merilom za darovanje krvi. Bojazen, da bi kljub vsem ukrepom kri darovala okužena oseba, pa je odveč, saj do sedaj ni dokazanega primera prenosa koronavirusa s krvjo. Zdi se mi plemenito in nič nas ne stane, če to naredimo, dobro se z dobrim vrača. Krvodajalci v Sloveniji imamo na dan darovanja prosto. Največji motiv, oziroma največje bogatstvo je pa to, ker imamo v bistvu zastonj zdravniški pregled. Ker če ti zdravniki vzamejo kri, pomeni, da si zdrav. Malo je bilo treme, ker je ta prvič, ne, ampak čisto v redu. Ko sem mislil, da je šloh, pa je čisto v redu. Meseca septembra k temu plemenitemu dejanju spodbujamo tudi osebe z okvaro sluha, da v počastitev praznovanja Mednarodnega tedna gluhih prispevajo k dobrobiti naše družbe. Pobudnik in začetnik te vseslovenske akcije je bilo Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota ob svoji 60. obletnici delovanja.